Revija Eva je usodno žensko izbirala že 7. leto, a večina še vedno pozna le eno definicijo fatalnosti. Jaz bi fatalno žensko označila kot tako, da ko pride v prostor, da žanja vse te zavistne poglede in ko odide, da pusti neko sled za sabo. Zame ne samo to, kako se obnaša do moških, ampak tudi kaj naredi v življenju, kakšna je notranjost, predvsem kakšno izžareva energija. Jaz si predstavljam fatalno žensko nekje pri 50-ih s črnim pajčolanom, rdečimi nohti, rdečo šminko in usniko. A ena od razlag pravi, da je femme fatale smrtonosna ženska, ki spravlja moške v obup, se z njimi okoristi in jih nato zavrže. Moški so zanjo le objekti, ki stojijo na poti do njenega cilja. Se vi najdete v tem opisu? Ne. Slovenci potemtakem še vedno nismo našli prave fatalke, smo pa zato že 7. našli uspešno žensko oziroma dekle, ki ima kljub 22 letom zavidanja vredno kariero. Kljub temu, da je zelo mlada, se mi zdi, da je v življenju že mnogo dosegla. Če gledamo po letih, potem je za fatalko absolutno premlada. Če pa gledamo, in to sem jaz danes izželela, njeno delo, ki je presežek za tako mlado žensko, potem je pa absolutno fatalka brez konkurence tukaj. Se vam mogoče zdi, da je malo premlada za naziv fatalke? Vsekakor se s tem vedno strinjam, vse naše fatalke, razen Tanje Ribič in Nine Ivanič, so bile mlade, ampak mogoče je to tudi zato, ker je Eva revija za mlade ženske.